Pozdravljeni in vabljeni k ogledu praznične oddaje Izbora tem. Dobro jutro. Na 25. junij, dan državnosti. V naši družbi je bil Zmago Jelinčič plemeniti, spoznavali smo simbole državnosti. V zadnjem delu pa smo za vas pripravili tudi dotike gora. 25. junij, dan državnosti, in prav zato smo izbrali zelo zanimivo in aktualno temo. Poznamo državne simbole. V veliko veselje nam je, da je danes z nami Zmago Jelinčič plemeniti, avtor knjige Slovenska grb in zastava, heraldika in veksilologija. Gospod Jelinčič, dober dan. Lep pozdrav, živjo. Ja, vas spremljamo, precej dejavni ste, aktivni in delovni. Kaj vam pomeni dan državnosti? Pomeni tisto, kar smo pravzaprav že kmalu po osamosvojitvi izgubili. Samostojnost, neodvisnost, nevtralnost, vse to smo imeli, ko smo naredili lepo deželo, domovino Slovenijo, pa je pa začelo vse skupaj propadati. In smo danes prišli do tega, da ljudje ne vedo nekod, nekam, nismo skoraj več Slovenci, v manjšini smo tukaj, podrejamo se vsem drugim, drugi imajo komando, mi pa samo kimamo, namesto da bi vstali kot ponosen slovenski narod. Vi se borite za slovenski jezik, za slovensko besedo, za slovensko kulturo. Ja, vedno in povsod, in se bom. Kaj pomeni heraldika? Heraldika, to je veda o grbih, grboslovje bi se reklo po naše. Namreč vsaka država, vsak pomemben človek, vladar, ima svoj grb. Mora ga imeti, ker to je simbol tiste države. In zelo pomembno je, da ta simbol odraža zgodovinsko nit določenega naroda, če gremo na narod. Kajti drugače, če nimamo te zgodovinske niti, potem odkot smo pa prišli, se nismo z lufta padli, ne? In tudi Slovenija ima zelo bogat zgodovinski opus. Konec koncev lahko naše začetke umestimo že tja v venetske čase. Mi se nismo priklatili iz enih zakarpatskih močvirij, mi smo bili tukaj avtohton narod, kar so pravzaprav vedeli že Rimljani, ki so v okviru Norikuma dali poseben, bi rekel, status, avtonomni, skorajda avtonomni status tej pokrajini. In potem naprej naredili smo Karantanjo, ki je bila najbolj razvita država tistega časa v svetu. Ameriški predsednik je vzel za ameriško ustavo 4 člene iz Karantanske ustave. To je zanimivo, da je to Clinton, ko je bil tukaj, se je Slovencem zahvalil za to. No, in na tistem trgu zraven sta bila Kučan in Drnovšek, in ko sta to slišala, sta oba dva v tla pogledala, namesto da bi rekla ponosno, ja, to je to. Ne, tako nekako se mi opletamo s tem. In potem je prišel tudi do tega, da danes Slovenija nima grba. Slovenija ima nek znak, ki je tista tovarna Rog, je imela lepši znak, ki je bicikle delala, no pa biciklov ne delamo več. Ta znak je pa ostal. In to ni grb. Grb bi Slovenci lahko imeli, imamo bogato zgodovino, lahko bi imeli grbe vseh slovenskih dežela. Konec koncev vedeti je treba, da so slovenske dežele so imele status držav. To je bila Kranjska, Koroška, Štajerska, Primorska, ti 4, ki so bile v avstrijskem delu nekdanjega cesarstva, in lahko nova pokrajina 5. bi bila pa Pomurska, ki smo jo po trianonski pogodbi po prvi svetovni vojni dobili v naš okvir. To so bile dežele, ki so vedele, to so bile države same kot take, in ko smo se po prvi svetovni vojni združevali, oziroma že malo pred koncem prve svetovne vojne, je cesar Karel izdal en patent oziroma manifest cesarja Karla. Bom pokazal, najboljš, da malo pokažem tole, da se vidi. In sicer, to je tale zadeva,
ki je napisal mojim zvestim avstrijskim narodom. Namreč vsem narodom, ki so bili na strani avstrijskega dela monarhije, mi smo imeli pravico v vsaki državi, v vsaki tej deželi, ki je imela status države, narediti svojo vlado. In smo naredili narodne svete. Potem so ti narodni sveti v Ljubljani razglasili samostojno Slovenijo, zedinjeno Slovenijo. In potem so pa naši ljubljanski škrici, izdajalci, vse skupaj prenesli v Zagreb. Zagrebčani so se naredili, kakor da so ne vem kaj, prevzeli vse naše atribute državnosti in se šli v Beograd pogajati za združitev. In ko so prišli tja, je regent Aleksandar rekel, ko so Hrvati rekli, ja, se država Slovencev, Hrvatov in Srbov združuje z kraljevino Srbijo in Črnogoro, je regent Aleksandar rekel, ne, združujejo se dežele države Slovencev, Hrvatov in Srbov. Kajti naše dežele so imele status držav, Hrvaške pa ni bilo. Hrvaška je bila samo plen, vojni plen Srbije in antantnih sil, kajti Madžarsko so v bistvu razdelili. Ni bilo Hrvaške, nobene Hrvaške ni bilo. To je bil nedeljiv del Ogrske kraljevine. In je rekel, ne, dežele, ki so imeli status držav, se združujejo z nami v eno skupno. Zato smo imeli mi tudi pravico, da smo se razšli s Srbijo. Mi nismo delali takih zadev, kot Hrvatje. Mi smo imeli pravico iti ven iz te združbe. Ampak naši tega zgodovinarji ne vejo, kakor ne vejo tudi za simbol Slovenije in tega gibanja. Ne more biti lipa in lipovo listi, to ima celotna srednja Evropa. Lipovo drevo je bilo pomembno, ko so sedeli okrog lipe in modrovali na teh večah. Nikakor pa to ni bil simbol. In ko je bila razglašena tale majska deklaracija 1917, so imeli kot simbol tale list. To je bršljan. Bršljanov list je simboliziral rastlino in pa narod, ki se ne pokori, ki raste, ki v najbolj trdem kamnitem svetu raste in ne odvrže nikoli listov. Vedno je zelen, vedno gre naprej. In to bi moral biti naš državno-pravni simbol. Tako kot imajo Kanačani kot državno-pravni simbol javorjev list. Mi bi morali imeti pa to. Ampak ne, pri nas v Sloveniji nič ni pomembno. Nič ni pomembno, nažalost. In te naši tako imenovani zgodovinari pozabljajo, kdo smo, kaj smo, zakaj smo in odkot smo. Zakaj, recimo, Zmago, povejte? Kako so nas učili včasih v osnovni šoli, srednji šoli? Ja, v srednji šoli so nas učili narobe. Mislim, žal, zdaj pa sploh ne učijo nič o slovenski zgodovini. No, ampak recimo, govorili so nam, da Slovenci nismo imeli pravice govoriti v slovenskem jeziku, zaradi tega, ker je bila Avstro-Ogrska oziroma Avstrijsko cesarstvo grozljivo in proti Slovencem in tako naprej, kar ni res. Bom jaz pokazal en dokument, tukajle, to je patent cesarja Franca II. Iz leta 1804. In tukaj v patentu je evidentno, da se vidi, pisano je v nemškem, v slovenskem in v italijanskem jeziku. 1804. Takrat, ko je Franc II. Potrdil, še enkrat potrdil, da imajo slovenske dežele, vsaka, da ima status države. To smo mi dobili takrat v Münstru leta 1648, ko so nam v tako imenovanem Vestfalskem miru določili, da vse naše slovenske dežele imajo status držav. Cesar Franc II. Je to potrdil, ampak
to, kar danes nič ne velja. In evo, tukaj ni hrvaškega jezika, nikjer zraven. Zmago, lahko pokažete to knjigo, recimo za naše gledalke in gledalce, če bi jo želel kdo prelistati naslov? Ja, knjiga je pa, v bistvu je to moje magistrsko delo, ker sem v Beogradu na Akademiji za diplomacijo in varnostne vede magistriral in je iz tega magisterija je nastala ta knjiga. Ali je hrvaška država legalna? Ni legalna, ker so tudi pol gulfali, ampak dobro, o tem kdaj drugič. Potem je pa tukaj druga knjiga, ampak še prej obrazložitev. Ja. Veksilologija. Veksilologija je pa veda o zastavah. Namreč vsaka država mora imeti zastavo. In zastava se izvede iz grba. In sicer na ta način, da se vzame ščit, na katerem je grb, in pa glavna barva podobe na ščitu. Zdaj, pri nas, to je takrat, kadar so države recimo enonacionalne. Slovenija je enonacionalna država. Mi zdaj vlečemo noter vsega mogočega hudiča, ampak to ni več to. In druge države, ki imajo tribojnico, recimo, to so države, ki združujejo več narodov ali pa več državnih tvorb ali pa česa takega. Ne? Zato v Sloveniji bi morali imeti samo dvobarvno zastavo. Ne? Mi imamo pa zdaj zastavo, ki je pravzaprav ruska in so jo leta 1848 so jo trije slovenski študentje na Dunaju kar vzeli za svojo, ampak za svojo so jo vzeli pravzaprav vsi tam v okviru panslavističnega gibanja, so jo za svojo vzeli in Čehi, in Slovaki, pa še vsi ostali, bi rekel tako, slovanski narodi znotraj avstrijskega dela monarhije. Ampak to je bilo takrat, nas in Rusov je 200 milijonov, mi se nikogar ne bojimo. To je bilo po principu tega nemškega gibanja, ko so Nemci združevali svoje dežele in so naredili svojo državo. Frankfurterico, ne? To je tudi tribojna zastava. In naši seveda so gonili, kukar češ, to je pa zdaj slovenska zastava. Ni slovenska zastava. Je pa zanimivo, da mi bi morali imeti zastavo, ki bi temeljila na dveh barvah. Ne? In sicer, ampak da gremo, zakaj? Iz grba. Tukaj v Ljubljani, v arhivu Republike Slovenije, je v zbirki arhivski list grbov Kranjske iz leta 12. januarja 1463, kjer je narisan moder orel na zlati podlagi. Namreč, pa z zlato krono. Namreč, krajinska vojska je leta 1461 cesarja Friedricha III. Rešila, da mu niso odsekali glave in da ni izgubil države. In zato je on potem čez 3 leta dal slovenskemu, temule krajinskemu grbu zlato podlago in pa zlato cesarsko krono. To je najvišji nivo. In od takrat naprej imamo Slovenci pravico to nositi. Kasneje, seveda, čez čas, so se seveda na dvoru na Dunaju so se zmenili, da je treba Slovence malo potlačiti. In je takrat Ferdinand I. je 17. novembra 1863 je enostavno pobral temu grbu dol zlato barvo in dal srebrno barvo nazaj. Ne? In seveda so krajinski deželni stanovi so dvignili kraval, ampak to je nekako potihnilo in potem je pa to panslavistično gibanje, ta svoboda narodov, tako imenovana gibanje,
leta 1848 glih prav prišlo Dunajskemu dvoru, da so rekli, ja, glejte, sej to so vaše zastave, sej so študenti obesili vašo zastavo, ki temelji na temu grbu. Moder je orel, bela barva je okoli, rdeče so pa tiste v tisti zaponki, v prsni sponi so rdeči kvadratki. To se pravi, je to vaše in naši, brez znanja in kakorkoli, ja. In od takrat naprej se vleče ta zastava. Vsaka čast ruski zastavi, ampak to ni slovenska zastava. Ne? To so nam, Dunajski dvor nam je to vzel, čeprav ne bi smel spreminjati barv. Samo dve varianti sta, da se lahko spremeni v grbu te barve, pa da se vzame zlata barva. Ali državni udar, ali pa izdaja cesarske rodbine. Nič od tega Slovenci nismo naredili, ampak jim je pa lepo prav prišlo, so rekli, ja, šele tlele imate. Še enkrat so potem vrnili, dvor je vrnil to našo zlato barvo leta 1915, ko so rekli, bomo dali krajncem nazaj to zlato barvo noter, da se bojo v prvi svetovni vojni bolj zagreto borili. Mi smo bili znani kot dobri vojaki, odlični vojaki, povsod po svetu znani. Ne? In sicer to ni uspelo in potem so zopet nazaj vzeli. Je pa ena stvar, da s tem, ko so nam študentje dunajski prevzeli od Rusov zastavo, je seveda cesarski dvor enostavno poskušal izbrisati obstoj ostalih slovenskih dežel in je vse skupaj utaknil kot pod Vojvodino Kranjsko, ampak mi smo imeli še tudi Goriško, Gradiško, pa Primorsko in tako naprej. Ne? Tako da so nas lepo ofrnažili okrog, žal pa slovenska država, dobro, kraljevina Jugoslavije je tako delala po svoje, Slovenci smo bili eno iz trojedinih plemen, so tako rekli. Potem je nova Jugoslavija, socialistična, je bila, mi smo bili tam ena republika, ki je bila sicer najbogatejša, najboljša, najbolj pridna in najbolj ubogljiva, seveda. Ne? Smo obdržali to zastavo, zdaj potem se pa samo še zvezda ven vzela, in imamo zdaj še zmeri to zastavo. Potem pa meni gre, žalostno se mi zdi, da govorijo o slovenski narodni zastavi. To ni slovenska narodna zastava. Ne? Potem govorijo tudi, da je tamle gor pri Vačah, da je center Slovenije. Ni res. Center Slovenije je treba imeti, kjer je slovensko ozemlje. In center Slovenije je tamle dol proti Ilirski Bistrici. Ne? Tam je center Slovenije. Ampak pri nas se zgodovina tako z levo roko se pomete pod preprogo, noben ne upošteva tega. In potem smo prišli do čudnih variant v zvezi z grbi. Tlele sem jaz v tej knjigi, to je tale slovenska grb in zastava, ne? V tej knjigi sem jaz zgodovinsko opredelil vse skupaj z dokumentacijo. Vse zapisano. Žal, naši tako imenovani zgodovinari malo hodijo po dunajskih arhivih, ker če bi hodili kaj, pa mogoče niti nemško ne znajo, verjetno znajo srbo-hrvaško, ali pa zdaj se albansko učijo, mogoče ne vem. Če bi znali nemško, bi lahko na marsikaj našli tam noter. No, tako imamo pa mi zdaj potem eno kupico njih grbov, en znak, ki naj bi bil grb, in to je tisti, ki ga imamo zdaj, bi rekel, povsod naokrog. Zdaj, nekaj časa med drugo svetovno vojno se je tukaj, predvsem v slovenskem domobranstvu, uporabljal kot slovenski grb tale, ne? Tale. Vendar to ni dolgo šlo. Po je šlo naprej in so seveda se je začeli spreminjati in so nekaj časa nosili v, recimo na partizanskih znakih je bil recimo takle znak. Ne? Slovenska zaveza 42. leta je pa takle grb objavila. Ne?
kot grb, ampak tukaj je bil znak. Zanimivo, zdaj po naši osamosvojitvi smo mi vzeli to od belogardističnega časopisa Slovenska zaveza, samo da smo mi, tukaj bi lahko bile rdeče zvezde, ampak mi smo pa tole Triglavje spodaj, 3 zvezde so gor, samo še tiste vijuge smo pa pobrali od tukajle. In zdaj imamo, kar imamo, ne? Je pa, poskusi so bili, da bi se spremenilo, in jaz sem predlagal celo eno razpravo v Državnem zboru, in sicer je bilo to leta 1994, ko smo predlagali Državnemu zboru, jaz sem bil prvo napisani, da bi spremenili in grb in zastavo in da bi to naredili na osnovi zgodovinskih dejstev. Seveda, to ni uspelo zaradi tega, ker so nekako, tukaj je lista z podpisi poslancev, so bili poslanci čisto vseh pravzaprav političnih strank zraven. Ampak seveda, enim ni bilo do tega, ne, ker je morala še zmeri tista nekak komunistična varianta je še prevladovala. In Bog ne dej, da bi se spreminjali, Bog ne dej, da bi Slovenija postala bolj pomembna, da bi se rekel, Slovenija ima korenine ne 100 let ali pa 50 let, ampak jih ima več 1000 let stare korenine, Bog ne dej, ne, Slovenci smo morali biti tam nek prstran. In seveda do tega ni prišlo, to so črtali, potem so seveda še enkrat poskušali v Državnem zboru, smo poskusili, jaz sem spet pod mojo, jaz sem zahteval začetek o tem in to je bilo pa leta 2001. No, in tukaj tudi so podpisali, 58 poslancev je podpisalo zadevo tukaj, ki je stala, ne? Ampak zopet, pa so pa naredili razpis in vsak se je lahko zraven vključil in kaj bo kdo mislil, kakšna naj bi bila slovenska zastava in grb. In se je začelo. Grbi so bili zabruhati enostavno, ne, take čudni zmazki. Kdo to predlaga? Ljudje so predlagali, pa razni dizajnerji, pa ne vem kdo se, ne. Ali pa recimo za zastavo je bil, so bili takili grbi. Ne. Tole so bili predlogi grbov. To naj bi bila slovenska zastava. Zabruhati. No, eden je fino napisal, tlele se sem to objavil tukaj noter, ki je v časopisu napisal sranje, potem pa napisali tudi eni taki simboli tistih spolnih organov so narisani bili noter v tisti knjigi, ki so jo pač pustili, da bojo ljudje kaj napisali. Zanimivo je, da so vsi te zadeve hitro zginile. Jaz sem še uspel pofotografirati to, pa to zginilo in tega ni nikjer več. Ne? To so bile prve 3 nagrade za slovensko zastavo. To neki ovitek za čokolado, ameriška čokolada je imela en tak ovitek. Klele je, bi rekel, nič v niču, ne? To je krog, ne vem koga. Pol je ena taka čudna varianta, ki se je enemu zdela fajn, ampak nima nobene osnove za kaj podobnega. Pa so bili pa še neki takile čudni električarski znaki za visoka napetost ali pa kaj takega, ne. Skratka, to je bilo. No in seveda uspelo je to tem, bi rekel, komunistom, ki so še zmeri bili močni, vse so še danes, jim je uspelo, da je vse skupaj propadlo. In so bili veseli, ostala je ta zastava, ki imamo še ven, še zdaj. Ven so dali zvezdo, noter so dali tisti znak. Edino, da je takrat Združena lista socialnih demokratov zahtevala, da mora imeti znak še rdečo obrobo. To je bilo vse. Zgodovina slovenska ni važna.
Saj smo imeli razne poskuse tudi, kaj bi bilo, recimo tudi tlele Plečnik je delal neke poskuse za grbe in je 2 grba je on naredil, ne, saj sta bila hecna, pravzaprav oba dva sta bila hecna, ampak tale, no tukaj je tudi Plečnikova zastava, kaj je on dal, te zgornje 2, spodaj pa Dominikanska republika ima podobno zastavo, oziroma takrat imela tako zastavo. Ne? In če pogledamo zdajšnji grb, zastavo? Zdajšnji grb je, to ni nič. To je, grb mora imeti določene atribute. Ne? In če jih nima, to ni grb. Ne? Jaz sem pripravil, kakšen naj bi bil idejni osnutek slovenskega grba. Ne? Tole naj bi bilo, da se ve. Namreč in grb mora odsevati močno zgodovinsko bit vseh časov, ki so od recimo Velike Karantanije pa z tem razvojem naprej v Evropo, da so se kazala vse te lastnosti naroda tudi v heraldičnih grbih naših dežel. Potem vsakemu opazovalcu je treba dopovedati, da so naši zgodovinski simboli v teh grbih sodijo med najstarejše simbole v Evropi. Ne? Sej tudi Amerika tega sploh ni imela, ne? Tudi druge države azijske so imele čisto drugačne simbole, Japonci neki svojega in tako naprej, ampak ta evropski razvojni krog je pa imel to. Potem grb more dati en tak zanos človeku, da se počuti nekako močnega. Ne? In opominjati mora tudi na to, da moramo držati skupaj. Da smo Slovenci samo eni in da nismo mešanica nekih ne vem koga in česa vsega, ampak da smo Slovenci svoj narod in da temeljimo na tem. No in tudi mora imeti eno geslo od spodaj, ne? In to je tukaj stati in obstati. To je rekel Primož Trubar. In zakaj se mi sramujemo tega? In grb mora imeti tudi, kakor se reče temu, svoje podpornike, in to so kozorogi z zlatimi rogovi. Zlatorog je iz naše pravljice, čeprav naši pravijo, da tisti ni zlatorog, tisti je bil gams z zlatimi seveda, zaradi tega, ker so Nemci rekli, da mora biti gams, ker ne sme biti zlatorog, ne sme biti kozorog z zlatimi rogovi. Ker to se spet je treba uničevati slovensko kulturno dediščino in tako. No in če pogledamo tisto našo ubogi grb, ki pa je znakec, ki nima nerepane glave, ne? Tak grb, ki sem ga jaz predstavil, ima vse atribute grba. Tam pa mislim, da je pri unmu našemu znaku, je pa znak od tovarne Rog dosti bolj poveden, kakor tole vse, kar imamo. Zmago, povejte, kdo lahko potem, recimo, če bi se zgodilo, spremeni grb in zastavo? Samo državni zbor. Ampak, na podlagi česa? Da se naredi neka, zdaj govorimo, če bi, ko bi in tako naprej, ker tega nikoli ne bo, se bojim, da ne. Namreč, ker je vsem skupaj vseeno. Pri nas je vseeno. Drugač pa bi moral v državnem zboru eno komisijo zvrati, pa ne nekih kvazi zgodovinarjih. Tukaj noter sem jaz opisal in sem prav iz magnetograme sem objavil, kaj so kakšni zgodovinarji govorili. Takih idiotizmov jih ne najdeš. Ali so totalno bili pijani, ali so butasti se že rodili, ali so bili pa plačeni od raznih od odzunaj za to, da je treba Slovencem zarezati. Zdaj pa, če razloživa torej naš grb, našo zastavo, kdaj jo izobesiti, kako jo izobesiti? Ja, obešanje zastav je pravzaprav ni taka velika modrost.
bistveno pri obešanju zastav je, da svoji državi daš najbolj pomembno mesto. To se ve. In ne moreš obešati kar tako, kot naši rečejo ne vem koga, ali pa sploh zdaj, ker vidim, da obešajo neke LGBT zastave in na mesto državne zastave visi una pederska varianta. Pa kam smo prišli? To pomeni, da naša država ni nič pomembna, da nič ne pomeni. Tako jo jemljajo. Namreč zastave, v bistveno je, koliko zastav obešaš, kakšne zastave obešaš. In tukaj note v tej knjigi je tudi pojasneno, kako se zastava obeša. Ne? Če sta dve zastavi takole, če je 3 zastave, mora biti državna v sredini, če je linija, mora biti vedno ta prva domača zastava, ali pa, če jih je več, pa mora biti na vsaki strani. Tudi če so v tem polkrogu, mora biti na vrhu slovenska zastava. To je malo težko, ne? In pa tukaj pri raznih pozicijah, kje se pride noter, kje gre ven tudi. Recimo, problem je pri slovenski zastavi, tako imenovani slovenski zastavi, ker je vprašljivo, kam jo vtakneš, še posebej, ko je gor ti znak, če ga okoli obrneš, je narobe, če ga tako obrneš, je narobe. Zato sem jaz dal predlog, da bi bila slovenska zastava pravzaprav takale, kot je tukaj levo, takšna. Ne? V sredini je barva glavne podobe na ščitu, to se pravi moder orel, na obeh straneh pa ščit, ki je zlat, to se pravi 2 zlati in v sredini modra. Jaz sem to celo pisal in sem poslal pisanje na tole svetovno raziskovalni center za zastave v Ameriki. Tole sem jim poslal in zanimiv je bil odgovor tukaj, da je to edina in edinstvena zastava, ki je nima nihče nikjer na svetu. Ampak zaradi tega, ker je to Jelinčič napisal, to ne velja nič. Je pa zanimivo ta knjiga, kako so zunaj sprejeli to knjigo, ki jo pri nas v bistvu. Bi bilo zelo lepo protokolarno darilo. Seveda, sam za protokolarna darila so pri nas dajali kakšne, kaj zvem, tiste idrijsko čipko, ki jo ima vsaka švicarska vas in tako naprej. Je pa to knjigo uvrstil Vatikan v Vatikanski tajni arhiv in v Vatikansko knjižnico. In so mi poslali zahvalo in čestitko in tako naprej. Skratka, to je to. Je pa knjiga nastajala kar precej časa, ne? Komu je namenjena? Kaj bi rekli? Knjiga je pravzaprav namenjena ljudem, ki sploh ne vedo, kaj pomenijo zastave, kaj pomeni grb, kako je pomemben grb, ne? In da to ni kar tako, da se en usede in nekaj se nariše. Ne more biti to. Zmago, jaz moram priznati, da imam takšna ušesa. Poslušam z velikim veseljem. Ampak zdaj vprašanje. Ja? Kam pa gremo? Kaj nas čaka? Nič dobrega. Nič dobrega. Slovenijo potiskajo nekam ob rob. Zdaj je v 11. tega meseca je bilo v Evropi ena komisija, je sklenila, da je potrebno, to je bil odbor strokovnjakov za Evropsko listino o regionalnih ali manjšinskih jezikih pri Svetu Evrope. Oni so rekli, da mora Slovenija uvesti zraven našega jezika, pa italijanskega, pa madžarskega, in priznati kot manjšinske jezike tudi nemščino, hrvaščino in srbščino. Namreč Zahodna Evropska unija, ta EU, gnili, nam hoče uničiti domovino. Hoče uničiti tako ne samo nam, tudi vse nacionalne države. Slovenija ne sme biti nacionalna, ne sme biti slovenska. Mora biti neka mešanica ne vem kakšnih vseh kozlarij. To so nam zdaj dali. In edina rešitev je, da gremo ven iz te gnile, razpadajoče Evropske unije, ki ne dela drugega kot uničuje naš narod,
kradejo po dolgem in počes. Vse je, ta von der Leyenova je na vseh mogočih kazenskih ovadbah, ampak seveda ne bo nič, ker gre za velike milijarde in tako naprej. Ne? Mi mečemo denar v Evropo, dobimo nazaj nič, vsake tok časa, ja, premalo ste dali, še več boste dali, 800 milijard evrov vas bomo zadolžili. Kdo bo pa vračal? Von der Leyenova bo šla na svoje posestvo, pa bo tistih enih 300-400 milijonov lepo v žep dala, pa jo briga cel svet. Mi, Slovenci, bomo pa globoko dihali. In ker smo zadolženi do tlele gor in se še zadolžujemo in ne bomo mogli pufov vrniti, bo na lepem prišel eden, pa bo rekel, kaj zdaj meni, Američan bogat, pa bo rekel, Madonna, vi ste meni dolžni tok pa tok, milijardo evrov, pa nimate. Veste kaj, vam bom jaz kar pohorje vzel. Ne? In glede na to, kakšno vlado imamo in kakšne vlade imamo od leta 1991 naprej, bojo rekli, ja, prav pa vzemite sam, da ne bomo več dolžni, pa bom lahko jaz gozdar na pohorju, ali pa bom jaz tem ram podvigal, če bo hotel kdo gobe iti nabirati. Pa bo rekel Amerikanc, noben ne bo gob nabiral, ker to je moje. Fertik, Slovenci, ste imeli možnost, pa ste uničili in prodali državo. To se nam piše. In verjetno bo Amerikanc govoril z unim, ki bo tu niti ne po slovensko, ampak bo govoril po hrvaško ali pa po srbsko ali pa po albansko, ker bojo tako teli prevzeli tole našo domovino. Mi bomo pa sam še ena zgodovinski opis na kratko, da je nekoč bila neka Slovenija, da je bil nekoč nek ponosen narod, ki ga ni bilo sram, ki se je boril za svoje, in zdaj ga pa ni več. Ne? In se to tudi se vidi, kje se to vidi? Pri naši himni. Najbolj posrano kitico smo vzeli. To je tisti živi naj vsi narodi, bla, 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 bla. Dve kitici, tretja pa četrta sta pravi. V sovražnike z oblakov rodu v sovražnike z oblakov rodu naj našga treši grom, prost kot bil je očakov, naprej naj bo Slovencev dom, naj zdrobenih roke si spone, ki jih še teže. Edinost, sreča, sprava, k nam naj nazaj se vrnejo, otrok, kar ima slava, vsi naj si v roke sežejo, da oblast in z njo čast, ko pred spet naša bosta last. To so za himno kitice, ne pa tis, naj sosed bo majak, kaj naj pederčki tam. In veste mu, da mi ne boš kaj naredil. Ja, pa porka mizerija. Sej, zato so tudi ukinili služenje vojaškega roka, ne? To je Janša naredil, ker so Američani rekli, ne bo profesionalci, ampak kaj profesionalni vojak? Profesionalni vojak je v službi. In če mu bo sosed plačal več, bo šel pa k sosedu v službo, a ne? In tukaj bova končala. Zmago Jelinčič Plemeniti, hvala lepa in čuvajmo Slovenijo. Čuvajmo Slovenijo, Slovencem.